Tako, pozdravljeni. Bom začela kar z naslovom, ki je pravzaprav, napačen oziroma zavajajoč. Takrat, ko sem se prijavljala na Sašino, vabilo, sem delala nekaj drugega in pravzaprav o pregovorih in drugih paremijah nisem kaj dosti razmišljala. Imela sem takrat v mislih ne samo, pregovore, pač paremije sploh, čeprav, kot se bo potem pokazalo, saj nazadnje mislim, da kar ustrezen naslov. Drugič pa zato, ker tale naslov zavaja v misel, da, opazujem jezikovni razvoj, torej diahrono neke frazemi iz pregovorov, kar ni res, in še nazadnje, da je smer razvoja vedno le iz večje enote v manjšo. Jaz pravzaprav tega ne vem, če je to vedno ta smer, vsekakor pa ni nujno, da je vedno ta smer. Zdaj seveda pri moji nebogljenosti pravzaprav v zvezi s pregovori in tako naprej, je dejstvo, da se nikoli z zgornjo mejo frazeološke enote v smislu minimalnih besedil, kar recimo, da so, pregovori in druge paremije, nisem ukvarjala, čeprav sem razmeroma zelo natančno, kolikor se pač te stvari v jeziku dajo, razmislila o spodnji meji. Zdaj, dejstvo je, da če vzamemo vse to gradivo v frazeologijo v najširšem smislu, recimo, kar se tudi dogaja, je dejstvo, da kar se oblike tiče, imamo opravka z besednozveznimi, stavčnimi in tistimi stavčnimi, ki so lahko poved, ni pa nujno, a ne. Pregovor ni nujno, poved, jaz lahko rečem, vsi vemo, da kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima in potem je to pač stavčni pregovor, ki je znotraj druge povedi. Skratka, je pa lahko poved, kar načeloma druge stavčne enote niso, oziroma če so, gre za neke vrste elipso. Drugič, pomen je različen. Pri besednozvezni frazeologiji gre za leksikalni pomen, ko miza je, kar pač je, ne, črna luknja je, kar je. Pri pragmatični frazeologiji, ki je tudi stavčna, po obliki, tip pojdi se solit, imamo opis, izraža to in to. Pri pregovoru, če ostanem zdaj pri pregovorih, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima, pa pravzaprav opisuje neko situacijo, lahko, mislim, zdaj se lahko naprej pogovarjamo, jaz tega ne vem, tudi dogajanje. Zdaj, pregled zbirk pregovorov in rekov, ki ga seveda zdaj nisem naredila, ampak v mojem spominu ta pregled obstaja, imam pred sabo tule še Vojca, kaže namreč, da je v teh zbirkah marsikaj. Recimo, zdaj bi jaz morala to zmanjšati, ker pravzaprav ne vidim zaradi, recimo, avtorsko in neavtorsko, ima Slomška, recimo, kaj pomaga še toliko čedna lupina, ako jedro ni dobro. Avtorske, neavtorske enote. Potem so različne enote jezikovne upoštevane do besede. Imate tukaj napisano, pač katera stran, najti koga, karkoli že to pomeni, ker pomena pa ni, a ne. So stavčne oziroma povedne oblike včasih za kolikor jaz vem o tem, narejeno. Recimo, lačen sem kot pes. Vse primeri so iz Vojca in pod poglavjem 12 reki in rekla, so te vrste tipa lačen sem kot pes. Ker je biti lačen kot pes oziroma lačen kot pes pridevniški frazem. Zdaj, ko vse tole tako pametno pripovedujem, se nazadnje vprašam,
a je to res. Ko gledam stare zbirke pregovorov, se vedno vprašam, a je to res? A je res ta lačen sem kot pes, recimo. Čeprav ta se mi zdi dosti res, ampak kakšen drugi pa ni nujno. A je res v času, ko je bil zapisan kot paremija, bom rekla, a je res ni imel svoje besedno-zvezne oblike v tisti osnovni slovarski obliki. Zato sem zdaj to, kar sem delala, ko govorim o paremijah o besedno-zveznih frazemih iz pregovorov in paremij, izhajala iz sinhronih zbirk danosti. Ker sicer je seveda kar govorim, lahko samo odraz moje nevednosti v zvezi s paremiološkim gradivom. Ni samo odraz nevednosti, je pa tudi odraz nevednosti, seveda. Namreč že sam Meterc v svoji knjigi pravzaprav govori o tem, da je problem potegniti mejo med paremiološkimi in neparemiološkimi enotami, zlasti enotami tako imenovane pragmatične frazeologije. Tukaj si lahko preberete ob primeru moram potrkati, to je zdaj izgleda nekaj skrajšano iz neke vraže in tako naprej. Vendar pa tudi ne samo, ker tudi v sodobnih zbirkah, na primer to, s čimer sem delala, to je seznam iz Meterčeve knjige, mislim, da gre za nestavčne besedno-zvezne frazeme. Recimo pri na dan z besedo je pravzaprav iz priti narejeno, priti na dan z besedo, oziroma imamo varianto tudi priti z besedo na dan. Zdaj, da si lahko pogledam, bom šla jaz nazaj v tale večji. Pogledamo tole iz korpusa, bom takoj v korpusu vse povedala. Iskanje na dan z plus samostalnik občno ime je na prvem mestu na dan z besedo 323 in kolokacija tega ima priti na prvem mestu 224, pri čemer opozarjam, ta kolokacija priti je iskana levostično. Se pravi prva levo. Pa jih je toliko, kaj šele, če bi se iskalo desno pa levo, potem bi bilo drugače. Tukaj pa kažem primere iz korpusa, kjer ugotavljamo, da se pojavlja v različnih osebah, v različnem številu, ki ga izkazuje glagol, seveda, v različnih časih in različnih naklonih. Eden izmed njih je tudi velevno, pridite na dan z besedo oziroma na dan z besedo klicaj. Po drugi strani gledanje pregovorov razjasni tudi nekatere nelogičnosti pri besedno-zveznih frazemih. Recimo, iti na led komu je pravzaprav nesmiselna zadeva, ker kako greš lahko komu na led. To ni iti na čigav led, kajti takrat, ko je stvar nastala, najbrž niso imeli takole na dvorišču teh ledenih plošč, kjer so se ljudje, otroci zdrsali. Ampak dejansko verjetno gre iz osel, gre samo enkrat na led in je iti na led, na kar se to križa oziroma dobi spodbudo z drugega besedno-zveznega frazema, iti komu na limanice, kjer pa seveda dejansko je to pomen iti na čigave limanice. Limanice so pa nekaj, s čimer so lovili
ptiče in jih človek je imel limanice, da je z njimi lovil ptice. Skratka, hočem reči, to povezovanje ima seveda, absolutno je povezano. Zdaj, lahko vam povem, da, no sej ne, da bi zdaj pregledala od Poncija do Pilata vse, da je literatura o tem, bi rekla, sinhronem prehajanju zelo malo. V slovenščini sem naletela samo na en članek Natalije Ulčnik v zborniku Slavističnega društva iz leta 11, pa še ona pravzaprav govori o spreminjanju, ampak pregovorov, spreminjanja pregovorov, kar pomeni, da obravnava in tako tudi pravi diahronijo. Je pa v uredništvu Petra Durča izšel 98. leta Eurofraz, ki je bil 97. leta na Slovaškem. Tam imamo pa kar 3 stvari. Ena od Ekarta je historična, se pravi diahronija. Bajramova ima tako, rekla, načelno, teoretično odnos med enim in drugim, medtem ko Bela Tatar, to je bil že takrat star gospod, jaz se ga pravzaprav slabo spomnim, on pa govori o tem pravzaprav, do česar jaz pridem na koncu. Najbolj, in to dajem zato, da bo mogoče še kdo pogledal, me je pa čisto na začetku, to je bila pa prva pobuda, sem se tega zares lotila, čeprav sem o tem že prej razmišljala, ko sem predavala študentom, da ta zveza, ampak si ne bi upala, ker pač nisem vedela, da je že kdo to delal. Je bila pa tale internetna stran, Rusov je res kar Rusov in dejansko Rusi imajo vse. Tole je šolska internetna stran, kjer med drugim najdemo celo poglavje o frazeologiji, zmih, kako rečejo temu Rusi, iz pregovorov. Način delala, ne moram reči drugega kot pobrkovalna metoda, in sicer sem izhajala iz seznama Mejtrčevega najbolj poznanih in pogostih slovenskih pregovorov in sorodnih paremij. To sem preverjala, seznam sem preverila s kompetenco frazeologa in rojenega govorca, kar ni brez smisla, in v tem je moja pobrkovalnost, in si izbrala enote, o katerih sem torej že jaz kot rojen govorec in kot frazeolog predvidevala, da lahko pričakujem neko krajšanje, recimo. Nakar sem to preverjala v korpusu Meta Fida, o katerem je prej govoril kolega Erjavec, in na tem mestu bi se rada javno zahvalila doktor Erjavcu ne za pomoč pri tem konkretni stvari, ampak pri vseh ostalih v zvezi s korpusom. Vedno je na voljo za vsak odgovor. Iz tega, kar sem torej napaberkovala, to je bilo 46 enot, sem za začetek odstranila tisto, kar se mi zdi, da niso primarno povedno enote, naj si je šlo za besedno-zvezne frazeme ali za stavčne, kjer je večina pragmatičnih. Torej imate vse prije na dan, kaj prije na dan z besedo sem že povedala, stvari grejo svojo pot, iti svojo pot in tako naprej. Tule imam z rdečo napisano, posel je posel, ki pravzaprav x je x, x je x, a je a, sitnost je sitnost, ne se zdaj izgovarjati in tako naprej. Tukaj gre za nek frazeološki vzorec, teh frazeoloških vzorcev je več. Pomagaj si, kakor veš, in znaš je pragmatični frazem, kakor veš in znaš, ki se povezuje z mnogimi glagoli. No, vidim, da je tudi pred svojim pragom, seveda, pometati pred svojim pragom in pomesti pred svojim pragom je varianten.
Torej, to sem določila kot, da je na videz povedno. Ostalo je 23 enot, ki so tule zapisane. Od tega so bili v slovenskih slovarjih SSKJ in ali SSF, samo eden je, ki ga ima samo slovar slovenskih frazemov, se opravičujem. To je Tiha voda, ki je že zapisana kot samostalniški frazem, vsi drugi so pa tudi že v SSKJ-ju. Nekaterih od teh recimo ni v slovarju slovenskih frazemov, recimo iti komu na led, je pa speljati koga na led. Zdaj, kako se kažejo, kako so se, tako bom rekla, kako so se meni pokazale faze osamosvajanja enega, drugega ali obeh delov enote, iz katere sem izhajala, se pravi enote, ki je poved. Najprej so uvajalna sredstva, lahko kazalce, elipse, bomo šli zdaj po vrsti in seveda na koncu opozarjam, da gre kar pogosto pravzaprav za kombinacijo vseh teh faz. Uvajalna sredstva pravzaprav napotujitev pregovora oziroma paremiološke tvorbe, v bistvu pa, kot se je izkazalo, oprostite, nisem rekla, tukaj lahko vidite, da to, kar je tle, so v glavnem samo pregovori, če smo čisto odkriti. Uvajalna sredstva, mislim že s tem, da nekdo reče, kot pravi pregovor, je tako in tako. Že to je potujevalna stopnja. Kajti vse stalne jezikovne enote se v besedilu, govornem ali pisnem, uporabljajo brez uvajal, takrat, ko so potrebne, da se jih reče. Da je to res, dokazuje dejstvo, da če ti delaš anketo v smislu poznavanja pomena frazema, govorim, ker sem to delala, če boš ti rekel samo frazem, oziroma ga boš izločil iz besedila, ne bo razumljiv, ko ga boš pa povedal točno na mestu, kjer v tekstu je in mora biti in ga ti rabiš in ga vsi rabimo, bo razumljiv tudi pomen. Torej, to je prva stopnja. Kot vidite iz primerov, imamo tudi to različne stvari. Tukaj eno, rek, da kdor visoko leta, nizko pada, imate še ves cel pregovor. V drugem primeru se poznate tisto o volku in menjavi dlake. Tole ni zastonj, da se čudi in naravi ne spominja, kot bomo videli na koncu. In ta tretji pa je primer, ko se ohrani tisto, kar se v resnici ohranja, po sistemu slepe kure. Druga stvar, kazalci elipse so v glavnem 3 pikice, sobesedilo, imate primer, recimo beltiški kanarči so letali visoko, vse bolj, da se kaj ženske kvote, kakor je vidite, vse bolj spreminjajo pekarne zarečenega kruha. Vidimo, pekarna zarečenega kruha, kruh se peče, se največ poje, kruh se je. Skratka, sobesedilo kaže na tisto, kar je pri pregovoru izpuščeno. Te stvari so, se strinjam, verjetno bo kdo to rekel, na meji s prenovitvami, čeprav v tekstu, ki sem ga prebrala, pravzaprav ni to prava prenovitev. Potem seveda oposeblja nekaj, kar je izvzeto iz nečesa, se pravi zveza iz
povedi narekovaj pri zaznamovanju. Tudi to je, hočem povedati, da vi pa zadnji veste, kaj je še. Naslednje potujevanje je, oziroma vmesna stopnja, tako bom rekla, to pa že ni več potujevanje, ampak je vendarle neka stvar je kot neka stvar, je še vedno ni neka stvar. Naposled se je sesedel kot prazna vreča, nekaj denar je za komercialne banke kot vrabec v roki. Nazadnja stopnja pa je preprosto, brez vsakega potujevanja, raba besedne zveze. Brez strahu pred zarečenim kruhom lahko zapišemo, lahko si preberete, zdi se, da niste razumeli poante, ali pa so morda stopil mački na rep, pol da je najbrž razlagal, da sem tiha voda in skratka naprej do konca. Upam, da jaz nimam pod nadzorom. No, in zadnja faza, pa ko zaživi ta osamosvojitev svoje življenje. Recimo, v prvem primeru je servis Kovačeve kobile, ni Kovačeva kobila več kdo je brez nečesa, ampak kaj je brez nečesa. Drugi, ki ne letajo tako visoko, se trudijo, da bi brez ovinkarjanja delali dobro. Imamo ustavljen letati tako visoko, plus zamenjan besedni red. Se pravi, se že obnaša bistveno bolj prosto kot v pregovoru. Tretji primer imamo besedotvorno, previsoko letajo. Četrti primer, nisi mogla pasti nižje, imamo morfološko, se pravi, stopnjevanje in zamenjava besednega reda. No, in peti primer, imamo, da si nekdo nadeva železno srajco nestrokovnosti. Imamo že valenco, pravzaprav železna srajca, česa tega lahko povem, ni tako zelo malo, železna srajca česa. Tule pa zdaj, če se boste prej spomnili, je bilo, kako je že bilo, volk in menjanje dlake, sem vas opozorila, zdaj pa tukaj izpostavljam, namreč ne vem, ali tukaj gre za napako, ker pa ni samo ena in jih ni tako malo, ali za novost. In sicer, čakajte, zdaj moram jaz priti do svojega, ker tule ne vidim celega, ne vem pa, kako se ugasne tole. Medtem ko je ona vedno znova nasedla njegovim solzam, njegovim prošnjam, naj mu odpusti njegovemu obljubu, da se bo poboljšal. Volk dlake ne menja čez noč, pove z grenkobo. To še nekako gre. Čeprav v pregovoru je, volk dlako menja, čudi, nravi pa ne. Ampak recimo, jo pa čez noč, jo pa ne, recimo. Naslednja, že v času igralske kariere je bil znan prepirljivec in ker volk dlake ne menja, ker volk ne menja dlake, tukaj pa že trditev, to pa je novo, pa ni res, ker nrav menja, ne dlake. Torej, menja dlako, ne nravi, no tretja je pa že sploh čudna, po izkušnjah ti lahko povem, volk ne menja dlake, če si pač tak, po naravi, prosim, po čudi, po naravi, boš tak tudi ostal. To je pa zdaj že nekaj drugega. Ne vem pa, ali pripisati to napaki, ampak meni se zdi preveč napak, da ne bi šlo že za tako osamosvojitev, ki kaže neke novosti. No, zdaj pa sam še čisto na kratko, kateri deli se osamosvajajo. Velika večina teh, ki sem jih jaz naredila, se osamosvajajo začetni oziroma prvi deli. Stopiti mačku na rep, potoči zvoniti, zarečeni kruh, večino piše zarečen kruh,
dober glas, dobro blago, Kovačeva kobila, tiha voda, kako dobro si postlati, čisti računi, slepa kura, prazna vreča, volk dlako menja, oziroma je ne menja, ne, pes ki laja, hočeš nočeš. Drugi končni del, malokrat, železna srajca, iti na led, imeti velike oči. Oba dela, visoko letati in nizko pasti, in pa jaz sem naletela samo na dve enoti, druga je pa vrabec v roki in golob na strehi. Zdaj, nadaljnje delo, nujno, ne, kot rečeno, to je bila res taka pobrkovalna metoda, ki jo je treba zmultiplicirati. Jaz upam, prihodnji semester bom imela frazeologijo študenti in ker imajo seminarske naloge, upam, da bomo to glede na to, da sem jaz, imam že toliko pripravljeno, lahko zmultiplicirali. To je ena stvar. Druga stvar, ki me pa pravzaprav bolj vznemirja, pa je, ali je to, kar sem jaz zdaj tik pred tem rekla, da je večina osamosvajanja v začetnem delu samo naključna zadeva, ali je pravilo. Malo da to, da je pravilo, kaže tisti članek, ki sem vam ga prej omenila v Eurofrazu iz 97. od Bele Tatara. On namreč, kar se mu osamosvaja, oziroma on govori o krajšanju, krajša se vedno drugi del in je vedno ostaja prvi del. Glede na to se je meni pokazalo, da to ni čisto res, ne vem. Namreč, drugi razlog za osamosvajanje bi lahko bilo dejstvo, da se vedno osamosvaja idiomatizirani del povedne paremije. Ne glede na to, a gre za začetni del ali pa za končni del. Recimo, imeti velike oči je strah, ima velike oči. Hvala lepa, to je vse.